Prvi večni derbi v sezoni se ni razpletel po načrtih, odlična atmosfera, pozitivno navijaško vzdušje in 10 tisoč gledalcev na tribunah ni bilo dovolj za kaj več v prestižnem dvoboju večnih rivalov. Ante Šimundža je na igrišče tokrat poslal enajsterico, ki je odlično odigrala drugi polčas proti Celju, toda v prvem polčasu ni steklo. Gostje so bili takoj nevarni, že v drugi minuti je strel Matića odlično zaustavil Handanović. V naslednji akciji pa vodstvo Ljubljančanov. Po podaji v globino je bil Henti prvič prehiter za mariborsko obrambo. Odgovor v 12. minuti s poskusom Ibrahimija. Tri minute kasneje znova Ibrahimi, tudi tokrat brez želenega zaključka. V 26. minuti pa povišanje vodstva, ponovno Henti z izjemno akcijo po levi strani in natančnim zaključkom. Po zaostanku 0:2 boljša igra prvakov, toda za kaj več kot za prosti strel Ibrahimija se v prvem delu ni šlo. Po polčasu je Ante Šimundža z Vršičem v igro poslal dodatnega vezista in tako kot proti Celju je bila igra v drugem polčasu bistveno boljša. Nekako se nam to ponavlja, razglabljamo o tem, razmišljamo, nekako se gremo preveč neležerno, pa enostavno gremo v tekmo, da bo vsak nekaj naredil, noben pa ne naredi enostavno neko stvar, katero si želimo, da smo čim boljši, moramo tukaj že od začetka tekme popraviti. Prva grožnja je vseeno pripadla gostom. V 54. minuti je Mimun zadel vratnico. Na drugi strani, le 2 minuti kasneje, nov poskus Ibrahimija. Dvakratnemu strelcu Hentiju je hat-trick z odličnim posredovanjem preprečil Handanović. Sledila je hitra akcija Filipović-Bajde, njegove podaje pa Santi ni uspel preusmeriti v gol. V 66. minuti Maribor najbližje znižanju rezultata, ko je Vršič po bloku prostega strela z volea zadel vratnico. Do konca tekme še 2 nespametna kartona Džilija za izključitev. In na koncu potrditev zmage z golom Šporarja. To je eno tekmo, 3 pike nismo imeli, zdaj gremo gor, bomo trenirali. Jaz prvi, ki bom vse naredil, da bi 100% fit, da lahko pomaga ekipo in Maribor, da še enkrat bi prvak. Prvenstvo se nadaljuje to soboto, ko bodo prvaki gostovali v Velenju.